po sodnih počitnicah bodo vloženi odškodninski zahtevki za negmotno škodo za uporabo ceste G1/1, se pravi Šentilj-Gruškovje. Kakšno je vaše mnenje glede tega? O tem bo odločilo sodišče. Jaz verjamem, da so nekateri imeli oteženo življenje zaradi tega, ker je državna infrastruktura tako obremenjena. Vemo pa vsi, da smo hkrati tisti, ki vozimo, tudi hkrati oškodovani, ponovadi, ker smo pač v tej zgodbi skupaj. Razvoj prinese tudi veliko prometa in seveda lahko osebnega. Danes ima praktično skoraj vsak državljan Republike Slovenije svoj avto, skorajda. Milijon avtomobilov imamo registriranih, če odštejemo tiste do 18, ki ne smejo voziti, pa tiste generacije, ki ne vozijo več, ker so že nekoliko starejši, potem seveda vidimo, da se skoraj vsak vozi s svojim avtomobilom. To je pa v eni državi, kot je Slovenija, težko zagotoviti, da enostavno ni prometa. Promet je, to je zgodba, ki gre skupaj z razvojem, promet je težava v vseh razvitih državah, tako tudi pri nas, ampak o morebitnih odškodninah bo pač odločilo sodišče. Kar se tiče stališča Direkcije za ceste, je ta, da so tožbe prebivalcev legitimne. Vsak v današnjem času, v našem pravnem sistemu lahko gre v tožbo, če se mu zdi, da se mu je zgodila krivica, in pravosodni organi so tisti, ki bodo odločili, ali so te zahteve upravičene ali niso upravičene. Mi lahko zagotovimo samo to, kar smo tudi naredili v primeru Pomurja, da bomo spoštovali vsako sodbo in tudi, če bo imela podlago v odškodninskem zahtevku, se pravi v finančni podlagi, da bomo te odškodnine izplačali, tako kot jih izplačujemo tudi v Pomurju. Seveda je pa pot do tja še dolga, tako da mislim, da bodo morali prebivalci ob tej cesti, ki po mojem poznavanju problematike vseeno niso v istem položaju, kot so bili prebivalci G1/3, zaradi tega, ker je specifika prometa tukaj le malo drugačna. Mi se tu vseeno ne moremo pogovarjati o 5000 vozil težkega tovornega prometa na dan, tako kot je bilo to v Pomurju. Prav tako vemo, da se tukaj srečujemo z intenziteto tranzitnega prometa, predvsem v času turistične sezone, in to ne težkega, ampak bom rekel tega osebnega turističnega prometa. Tako da tu je niz faktorjev, ki jih bo pač stroka, pravosodje dala na tehtnico in bo odločila. Tako da mi tu niti ne bomo imeli nekega vpliva, niti ne želimo imeti vpliva. Želim in pričakujem, da bodo sodišča nekako dosojala, tako kot so dosojali v Pomurju. To je naša želja, naš cilj, seveda pa tudi nekako želimo, da bi vsaj nekdo od odgovornih v naši državi se za dolgoletno trpljenje, za vse žrtve, ki smo jih tukaj na tej zloglasni Ptujski cesti imeli, opravičil, da bi vse rekel, oprostite, žal nam je, da se je to zgodilo, da ste izgubili toliko svojcev, znancev, prijateljev, sosedov in tudi ne nazadnje ostalih ljudi, ki so se tot mimo peljali in so izgubili svoje življenje na tej zloglasni Ptujski cesti. Predvsem pa si želimo, da se ta cesta ne bi slučajno sedaj kaj zaprla zaradi kakšnih popravkov ali karkoli, temveč da bi ta cesta res, avtocestni odsek, zaživel v polni meri, tako kot treba, in da bomo lahko mi ob zloglasni Ptujski cesti od danes dalje živeli v miru, to, kar smo dolga desetletja sanjali o tem.